Pač jaz sem tako mlad začel, da pač sem bil nek mulot, ki se ga res ni resno jemalo. No? Pa čeprav sem bil sam pri sebi, sam sem se sebi zdel absolutno dovolj odgovoren, resen in tako naprej. Jošt Franko. Ko sem dojel, da vsi ti begunski centri, ki sem jih zadnjih 10 let obiskoval, v bistvu predstavljajo mnogo več kot zgolj neko bedo, v kateri so se ljudje znašli in so tako tudi največkrat sploh skozi nek medijski prostor reprezentirani, ampak ponujajo mnogo več. To nekje konča, nekdo plača ceno za to. Ne? Tudi to, da se mi tukaj po Evropi pa po nekem zahodnem svetu vozimo z električnimi avti, pač nek drug del sveta ga je najebal zaradi tega. Ne? Tako da je res rešitev to, ne vem. Pač mislim, da če si ti odprt do sveta, bo svet odprt do tebe. In meni se je to izkazalo tekom teh 15 let, ko to ustvarjam in počnem, za neko mantro, ki sledim. Pač jaz zelo iskreno hodim v neke situacije, pač delim svoje življenje in svoje zgodbe z ljudmi. In tisti, ki so pripravljeni, in to se mi zelo redko izkaže, da kdo ni, pač delijo zgodbe z mano nazaj. In če na neki točki nekdo pač reče, da tega več ne želi, pač seveda jasno, normalno sprejme. Večina vas, ki to gledate, niste naročeni na naš kanal. Z ekipo nam bi ogromno pomenili, če to naredite. Tisti, ki že subskrbate, pa najlepša hvala. Brez vas ni tega podcasta. Če pa slučajno med vami kdo, ki bi rad finančno podprl, imamo pa tudi svoj YouTube membership program. Zdaj pa uživi v pogledu epizode. A je lažje kamero držati v roki ali biti pred njo? Absolutno se je lažje skrivati za njo. Pa tudi meni se je tak shift zgodil, veš, da sem videl, da je treba narediti step back pa dajati možnost drugim, da govorijo in da delajo. Tako da neka lepa iztočnica. Kdaj se ti je to zgodilo? Čak ti Mike prav. Mi smo že v igri. Okay. To je tako, okay. Kdaj bi shift? Shift, ne vem, v zadnjih nekaj letih, v resnici. Ko sem dojel, da vsi ti begunski centri, ki sem jih zadnjih 10 let obiskoval, v bistvu predstavljajo mnogo več kot zgolj neko bedo, v kateri so se ljudje znašli. In so tako tudi največkrat sploh skozi nek medijski prostor reprezentirani. Ampak ponujajo mnogo več. Ponujajo, ne vem, neko alternativno ali pa paralelno zgodovino, ki se v bistvu goji tam not, ker se drugje ne more, ker so jo ljudje prinesli s sabo od tam, kjer so pobegnili. Kjer pač nek arhiv ljudi obstaja, kjer drugje več ne obstaja, ker pač se konec koncev en kupenih zelo artikuliranih ljudi goji, ki pač sam nikoli niso imeli možnosti ali pa prostora govoriti v nekem svojem imenu ali pa zgolj s svojimi besedami. In zaradi tega smo prišli na neko idejo, da bi apropriirali medij časopisa, ravno zaradi tega, ker se v medijih in v časopisju o beguncih več ne govori. Zdaj govorim sicer o dveh populacijah. Eno so begunci iz naših vojn v 90-ih, ki so še vedno ostali v begunskih kempih, drugo so pa pač ljudje, ki grejo skozi balkansko migrantsko pot in smo jih v medijih množično zaznali leta 2015, kjer so bile tukaj največje svetovne zvezde, novinarstva, fotografije, ne vem, vse največje medijske hiše pa časopisi, pa je pa to zelo hitro poniknilo, ne? Ampak ta trasa in ta pot do Evrope je zelo aktivna, že ves ta čas. Ljudje pač umirajo tako, da ne vem, stopijo na mino iz tega drugega obdobja in umrajo, pa o tem nič ne vemo. Ljudje zmrzujejo v teh gozdovih in tako naprej. In pač odločili smo se, da bomo apropriirali medij časopisa, ker časopisi o tem ne govorijo, bomo omogočili, da ljudje skozi neko svojo izraze in svojo besedo opisujejo, kaj doživljajo. Tako da pač neki naturšček novinarji so pač ti moji sodelavci, ki zdaj sodelujejo v tem časopisu. Se pravi, v bistvu kaj ti vidiš kot svojo esenco, tako, kaj bi rad s tem svojim delom pustil svetu? Kaj nekaj tazga, kar ti daje smisel, da greš tja in to delaš? Mislim, odpirati zgodbe, ki sicer ostajajo v neki megli. In hkrati pač, do česar je pripeljal s tem, z nekim formatom časopisa in workshopov, ki jih delamo potem z begunci,
To, da pač ljudje lahko s svojimi besedami in svojim imenom govorijo sami zase, in te stvari so včasih zelo, zelo močne in artikulirane. Ne, mislim pač. Prikazani so pa kot neki neizobraženi ljudje, ki iščejo. Ponavadi, Ja, mislim, in mislim. tudi vedno govorijo v nekih mainstream medijih, medirano skozi novinarja. Ne? Ja. So bodisi citirani, ponavadi pa zgolj neka brezimna masa. Ne? Mi pa pač tukaj delamo projekt, kjer pač valjda folk z imenom in priimkom govori o svoji izkušnji skozi poezijo, eseje, neko oralno zgodovino, in so zato valjda tudi plačani. Hkrati pa pač ustvarjamo, ali pa smo tekom tega obdobja ustvarjali nek varen prostor, kjer je folk to lahko počel. Ne, kjer pač so lahko z azilnih domov prišli, ali pa pač smo poskušali tak varen prostor ustvariti tudi na terenu. Če se vrnava malo nazaj, tako, kdaj si ti, jaz se tebe spomnim iz onih pač prvih cajtov, s Kalarjem smo se takrat še družili. Kdaj si ti vedel, da bo kamera del tvojega lajfa, tako da je to? Pri 14. 14 let. Kako si začutil? A me peleš lahko? Malo tako izkušnjo. Ne vem, pač Sam bilo je. Sam bilo je, ja. Ja. Zdaj se mi je, mislim, tako je zdaj ful romantizirano, lahko se skupaj zveni, ampak pa nočem, da je. Pač imel sem neko potrebo, verjetno tako, kot marsikdo v tem obdobju, ki je pač začel pisati dnevnike in tako naprej, da pač se z nečem izražam. To je bil fotoaparat, ne vem, pač odkje teta je imela fotoaparat, pa se mi je zdaj strašno kul. In takoj sem vedel, da bo pač to ostalo v mojem življenju. A je bil to še un fotoaparat, ki si pol razvil slike, ali je bil že digitalen? Ne, to je bil digitalc. Aha. Potem sem pač imel neko to anahronistično tranzicijo, da sem šel nazaj. Ja. In prva stvar, ki se jo jaz spomnim, da si jo naredil, pa sem te videl kot, bom rekel, kot nekega umetnika, je bilo, ko se spomnim ene fotografije babice tvoje. Ti si naredil kaj, set portretnih fotografij svoje babice? Oziroma, Ja, nek fotoesej. Ja, fotoesej. S kakšnim namenom? S kakšnim namenom? Dobro vprašanje. Z namenom, zdaj sem zapletel to, da sem vedel, da bom to v življenju počel, hkrati sem bil pa premlad, da bi počel to, kjer bi si želel početi. Ne? Ker sem imel neko to strašno romantizirano idejo o vojni in vojnem reporterstvu in to naprej. Okay. Jaz pa pač nisem bil star 18 let. Ja. In to je bilo pa doma, pa nisem imel izpita za avto. In je bilo se zelo težko premikati in sem bil na pol prisiljen delati v nekem domačnem okolju, kjer je seveda zelo enostavno delati, hkrati pa ponavadi tudi nič ne vidimo o tem. Svojo babico oziroma mamo mimim strašno rad in pač na ta način sva delila čas tisto obdobje. Wow, kako pa je ona to sprejela? Verjetno mi je pustila, da jo fotkam, zato ker me je imela strašno rada. Me ima strašno rada, je hvala Bogu še živa, ampak ja, mislim, da ni ravno uživala v tem, da je nekdo pred faco tišči fotoaparat. Ja, ampak je le vnuk, ali sedim. Ko sva lih pri babici, tako, kaj je neki tazga, ki ti babica daje, ki ti noben drug ne more dati? Kaj je neki tazga, kar je pri njej unikatnega, avtentičnega? Neka trdnost v življenju. Malo smo vrgo z tem vprašanjem. Ali pa mirnost mogoče, ki je verjetno tudi celo življenje iščem. Tam si bil pomirjen. Ja. Tam si pomirjen. Ja, in tudi spomnim se, da sem ful velikrat zaspal na njeni klopi ob mizi, ko smo hodili redno še na kavo, pač ko smo dosti blizu živeli k njej po kosilu, kar se mi načeloma nikjer drugje ne zgodi, tako da ja. Babice so zlata vredne, če mene vprašaš. Tako, jaz se spomnim svoje babice iz Rakitne, ki je ni več med nami. In
imel sem privilegij, da mal preden je umrla, sem jaz imel z njo. Sem začutil, da bi šel rad do nje, ker se je šla uležati gor v zgornje prostore, a ne, pa sem začutil, da bi šel do nje in sem sedel zraven nje 2 ure pa pol, po moje, in sva se pogovarjala, to, kar se prej z njo v življenju nisem pogovarjal. Veš, ker greš nekako tako samoumevno jemlješ kot otrok, ne vem, vsaj jaz sem, a ne. Ojo, babica je kle, ja, pridem kle, naredi mi za jest, lepo se imamo in pol ji dam ljubčke in gremo domov in pol pridem spet do nje, a ne. No, takrat sem jo pa prvič jaz pač malo vprašal o njenem življenju in sem odkril pač celo novo življenje znotraj moje iluzije nekoga, površinske iluzije. A ne? In ko je ona mene vprašala, saj me imate vi radi, a ne? Je mene je sesula, ne? Jaz se spomnim takrat, da sem bil tako, kako ti mene to sprašuješ, imam tebe najrajš na svetu, a ne? In je rekla, super, to je pa lepo. In sem bil tako, kdaj je bilo tebi dano vedeti, da te ne bi imeli radi, až te odkriješ, da so drugače živeli kot mi, a ne. Meni si pa toliko ljubezni stresla. Od kje? A ne. Sama jo pa očitno nisi mislila, da jo dobivaš, ali kako, ne vem, a ne. In zdaj spodbujam pri ta drugi babici, ki še je, da grem tja, da se pogovarjam z njo, da ji dam jaz tudi malo nazaj te pozornosti. Čeprav je kot da jo ne bi hotela vzeti, a ne. Kaj da je unatko, ne, jaz sem tukaj zato, da tebe crklam, imam rada itd. Ne, ti nisi, ti sam deli, kar delaš, vse bom sprejela. Ne. Koliko je stara? 80 bo. Okay. Malo manj, 78, 79 je stara, ja. Ta druga je bila pa, 80 tam ki je umrla. In ja, babice. Mislim, ne vem, zakaj sem zdaj zaplavil, sorry, če sem si vzel. Ne, vse okej. To je point, da zaplavamo skozi te stvari. Babice, ja. In tako bi sam rad spodbudil mogoče ljudi, ki imamo še babice, a pa detke, so vseeno, ne. Tako da se malo bolj zavedamo, da tudi to enkrat gre, da tudi ta ljubezen vsaka se nam je dal, bo ostala z nami, a ne, ampak imamo pa trenutno še čas, da jo sam zlijemo nazaj, a ne. Kakorkoli pač to znamo in mi je ful lepo slišati, na kakšen način si ti svojo babico v večnost ujel en skupen trenutek, a veš, kaj mislim? Skupen projekt, sej, mogoče se je tebi zdelo to pač zabavno takrat, ampak... Ne, jaz sem strašno resno dojemal. A si že pri teh letih? Ne kot zabavno, me je bilo to strašno resen projekt, ki mi je konec koncev tudi odprl potem neko, mislim, ali pa omogočil neko profesionalno pot. Bravo, Mimi. Mimi, ja. Bravo. Takrat si tudi nagrado prejel, ne, za ta fotoesej. Pa prvič sem v bistvu slišal fotoesej, frazo. A mi lahko razložiš, kaj to je? Fotoesej je neka forma, ki je bila razvita skozi ameriške te slikovne revije, ki več ne obstajajo, a la Life. Nek slavni, mislim, pač najbolj znano je do tega nivoja pospel W. Gene Smith. In v bistvu pač gre za to, da se neko zgodbo komunicira zgolj skozi vizuali in neko zelo kratko besedilo. Se pravi, to v bistvu dopušča človeku, ki to zgodbo spremlja, da si malo po svoje ustvari. Mislim, naj ne bi, ne sploh znotraj novinarstva si po svoje ustvaril, ampak ti vodiš ljudi skozi podnaslove in skozi neko uvodno besedilo do neke interpretacije. Seveda pa pač takoj, ko vstopi podoba v igro, ne moramo mislim, ali pa karkoli, no. Pač ne moramo govoriti o nekem strašnem trdnem realizmu, ampak pač vedno in vselej pač neka lastna interpretacija vstopa. Trent Minha pravi, filmarka, da pač ko vstopi podoba v prvi plan, pač vstopi v prvi plan fikcija. Tako da pač zelo težko je v današnjem svetu ali pa v današnjem dokumentarizmu, mi, ki to počnemo, neke hude ločnice delati med tem, kaj je realno ali pa govoriti, da pač zajemamo realnost in to ločevati od fikcije. Pač te stvari se ves čas prepletajo. Pač govorimo o nekem upovedovanju zgodb in pač v to ima čist legitimno odprto prostor tudi fikcija. Tako, bolj se gre za to, da oseba lahko pove svojo zgodbo, ne?
Ne toliko, da se dela neko zgodbo okoli osebe, ampak da jo ona sama pove. Ja. Verjetno tudi veliko čustev na ta način lahko vzbudiš v človeku, če mu ne animiraš uma konstantno z nekimi efekti. Mislim, se strinjam. Ja. In mogoče, mislim, ko smo že pri fotoeseju, zelo zanimivo je to, da ravno Eugene Smith, ki je nek začetnik fotoeseizma, je vedno veljal za nekega enfant terrible v novinarstvu, ker je pač delal znotraj medijev, oziroma je bilo to pač takrat platforma, kjer si ti lahko vizuali ali pa pač neko resno dokumentarno vsebino pač predstavljal. Danes so to večinoma muzeji, ampak dobro, to je druga zgodba. In Eugene Smith je ves čas uporabljal neke elemente fikcije, uporabljal je to, kar bi danes rekli Photoshop, pa je v temnici spreminjal poglede ljudem in tako naprej. Okay. Zgodbe je ves čas tudi insceniral, pač, ne vem, postavljal ljudi, si izmislil nek cel setting in ga pač predstavil kot čisto realnost. In to je počel, ker je rekel, da on z ljudmi, s katerimi dela in zgodbami, ki jih upoveduje, živi, si za njih vzame toliko časa, v njih prebere vse in si zato jemlje pravico, da bo pač včasih kakšno stvar tudi interpretiral po svoje, ker je to bolj stvarno. Ne, protivtež tega je pa pač neko novinarstvo ali pa nek fotožurnalizem, pač fotografiranje, whatever, kjer deluješ kot padalec, da prideš in greš iz nekega konteksta, v tem kontekstu nič ne veš. In je pač moje vprašanje pol tukaj vedno, kaj je zdaj bolj stvarno in resno. Ali to, da pač nekdo stvar pozna, pa si pusti interpretirati, ali pa pač neke fiktivne elemente vpeljati v zgodbo ravno zaradi tega, da bo povedal bolj realno to, ali nekdo, ki v neki stvari nič ne ve, pa pride in gre. In kako bi si odgovoril? Absolutno stojim na poziciji, da je treba o pač situacijah in zgodbah, ki jih upovedujemo, vedeti vse, prebrati vse in si, če je treba, absolutno pustiti neke elemente fikcije. Mislim, to je pač že dolgo obdobje, kar legitimen način upovedovanja v dokumentarizmu. Bi rekel, da je to neke vrste v bistvu sprejemanje odgovornosti? Ja, mogoče. Ki se je zgodila verjetno ravno zaradi tega, ker je medijski prostor začel zamirati, ali pa že v nekih 90-ih letih se je zgodil nek ta obrat prav v dokumentarizmu, kjer smo se z medijskega prostora začeli seliti v muzejski pa galerijski svet, pa na neke bienale, umetniške pa tako naprej. In valjda se je ta prostor ful demokratizira. Danes v bistvu, če res hočeš zvedeti zgodbo, če bi res hotel to, kar v bistvu tudi ti delaš, srkati, bi mogel veliko več časa si vzeti, pa iti v to dejansko muzej, fotoeseje, vse študirati, Nas pa dejansko družba pelje v to smer, ne rabiš ti nič, tle imaš vse. Ti bom jaz, ChatGPT povedal, malo poskroli, pa boš vse vedel. In tudi pač cel medijski prostor načeloma se zdaj kar naenkrat preselil na social media. Na to. Na to, ja. Pa smo videli, ne vem, pa so bila sojenja, pa so bili primeri, pa politika tudi, in to je kar naenkrat so ljudje, ki niso imeli pojma o politiki, vse vedeli. Izkleja, Kaj bil pa vir, ki je to kle gor dal, pa noben ga ni zanima. Ne, itak, popolnoma strinjam, pa hkrati ta pozornost, da mislim, tudi meni manjka, ta hipnost tega, da pač neki stvari posvetiš tiste 2 sekunde in pol greš dalje in pač moraš skonzumirati celotno vsebino v 2 sekundah. To je mal problem, Ja, mal je problem. Mislim, sej zato pa sem jaz zelo vesel pa hvaležen, da podcast se sprejema kot neka dolga vsebina, kjer dejansko ga ljudje gledajo. In jaz, ki svoje številke gledam, me najbolj impresionira to, koliko dejansko procentualno ljudje gledajo podcast. In ne samo to, narejen je bolj, da se posluša. Več folka gleda, kot posluša. To je bilo fascinantno mi je bilo, tako da ljudje si to jemljajo kot neke vrste, da bi rekel, gledališče ali karkoli, v neki drugi formi. Štekaš, se pravi, ni samo to, da ti poslušaš, pa interpretiraš to, kar se govori, ali pa se učiš, kakorkoli, ampak dejansko hočeš tudi videti, ker imaš bolj občutek, po moje, da si zraven v prostoru. Ker to je doskrat feedback, ki ga jaz dobim, da jim je všeč to, da ko poslušajo te pogovore, grejo v globino, imajo občutek, da so tako zraven in poslušajo to v isti sobi, ker jaz si želim puščati ogromno prostora ljudem, da samo refleksijo skozi zgodbe drugih doživljajo, ker je tudi jaz.
Se mi zdi to ful pomembno. Se mi zdi, da je to nekaj, kar lahko ljudje res damo, če smo pripravljeni poslušati in ne govoriti, a ne, konstantno. In kad daš večkrat to čez, a ne, pa si dejansko v poziciji nekoga, ki ne more nič komentirati, razen pol v komentarjih, ampak samo poslušati in skozi to svojo interpretacijo iti, pismo dobim zelo lep feedback, a ne. Koliko se najdejo ljudje v kakšnih zgodbah, pa eno stvar pove gost in je folk nekaj mi odprl čist, ker nisem sploh pomislil na to, a ne. Tako da ja, tudi iz tega vidika se mi zdi, da je neka protiutež vsej te hitri, a ne impulzivni naravi konzumiranja informacij, kaj danes. Torej, naučiti se je treba poslušati. Naučiti se je treba poslušati, pa brati, pa biti v tišini. Se mi zdi, da je to nek tak lost art med mladimi danes. Ampak knjige so čudovita stvar. Ampak klevna fraza. Če ne bereš rad, ber nekaj, kar imaš rad, toliko cajta, da boš rad bral. Nekaj v tem stilu je. In ja, to prvo moraš pa sploh vedeti, kaj te zanima. In se mi zdi, da danes s temi algoritmi pa vsem tako folk se sploh ne sprašuje, kaj ga zares zanima. Grejo gor in dobijo, kar dobijo. Ja, zajebani biti mlad danes. A ne? Ja, tako da... Dobro, da no preč krenut zaplavala. Prosti. A? Ne vem, lahko nam tukaj. Lahko naš, valjda. A ja. A nisem jo prinesel pismo. Imaš sabo. Ne bom montiral. Se lahko piješ pred kamero. Ni panike. Klesijo, da je zraven. Če še rabo. Ja, all good. Daj mi povej, po tej nagradi, ki si jo prejel, kaj je bila nagrada za ta fotoesej? Takrat je obstajala čudovita stvar, ki se je rekla Slovenia Press Photo, ki jo je organiziral Matej Leskušek, in je v Slovenijo vozil pač res zvezde svetovnega dokumentarne fotografije pa fotožurnalizma. In nam zares tudi na ta način precej prostor odpiral tukaj. Ja, in od te nagrade je neko sosledje meni sledilo to, da sem bil pol povabljen v agencijo Seven in v njihov mentorski program, kjer sem začel pač pol delati 2 leti direkt po maturi. A to je v Sloveniji agencija? Ne, v New Yorku je bila. V New Yorku? Se pravi, ti si šel že... Sedež je bil v New Yorku. Ampak si šel v New York? Imeli smo neko razstavo tam, ampak pa če sem kao freelancer po svetu, oni so me reprezentirali, ampak to je bila takrat kar velika stvar. Se pravi, to sva zdaj v obdobju mature, se pravi, kaj je to 17-18? Ja, nisem polnoleten, sem bil zihar že, ne, pač maturo smo odpisali, 18. Ja. Kje pa si, kaj pa si pol? Kam je šla pol pot? V smislu nekega, mislim... A si študiral v Londonu? Mislim, najprej sem študiral v Ljubljani, potem sem delal magisterij v Londonu, sem na doktoratu na Dunaju, ampak pač ves čas sem se izobraževal kljub temu, da se mi je zdelo strašno mučno in na momente zelo nepotrebno takrat, ker pač se mi je zdelo, da imam nek life pred sabo, ki ga moram izkoristiti, pa sem strašno vesel, da sem vztrajal na tem. Strašno vesel. Ampak ja, pač od tam dalje me je pot peljala, ne vem, do različnih projektov po svetu. Gazo večkrat. Kjer imam eno tako čudovito zgodbo, ki jo pripelje do Ljubljane nazaj, ampak lahko kasneje o tem. Po želji. Ja, v Gazo, v Libanonu in tako naprej, ful nekih projektov sem takrat delal po Bližnjem vzhodu. In v bistvu že takrat začel ustvarjati ali pa imeti neko zanimanje do razseljenstva, do begunstva. V Libanonu sem takrat delal z otroci, ta child labor issue, ki se je dogajal med otroci begunci iz Sirije. V Gazi pa pač itak je ves folk, mislim, Gaza so ljudje, ki so razseljeni. In zgodba me v bistvu pred to zadnjo, pred genocidom pripeljala do Ljubljane na način, da mama od moje prevajalke, ki sem par let delal z njo in tudi bil pri njih doma večkrat in tako naprej, ker smo bili pač vsi mulci, jaz takrat star 18-19 let, moja prevajalka tudi. In smo full hangali v Gazi, imeli projekcije filmov pri meni v fletu in tako naprej. Bilo je neko relativno mirno obdobje. Potem se je cela družina
v bistvu razselila ven, ta ožja familija razselila ven. In na neki točki jaz srečam eno gospo, ki mi je izgledala malo znano na Slovenski filantropiji. In ta gospa je bila mama moje prevajalke Etaf. Wow. Ja. In pa če se valjda zjokam, pokličeva hčerko, rečem, zakaj da fakt mi nisi povedala, da je Etaf tukaj. Pa je rekla, da Etaf ni pustila, da je rekla, bom že naletela na njega. In nekaj Wow. 2-3 mesece potem se srečamo v Ljubljani. Noro. In Etaf zdaj pravi, da je palestinska babica moje hčerki. Wow. Lepo. Ja, Ko si šel prvič v Gazo, ja. kaj si šel iskat? Delati sem šel zgodbo o kmetih, ki živijo na tem nekem kao no man's landu. Sorry. Ni panike. Na no man's landu, oziroma ob tem no man's landu, ki takrat veljal za neko totalno nevarno območje in je tudi največ smrtnih žrtev civilnih bilo kmetov. Aha. In to zgodbo sem pično tako številnim medijem, noben ni hotel tega podpreti, pa sem šel sam pol. In pol zelo uspešno to objavil v, ne vem, Newsweeku, Washington Postu, New Yorkerju. Wow. Pol je kar nek traction dobil, pa sem si uspel pokriti pot in nekaj zaslužiti. Ampak ja, zdajla se mi je zgodba, ki je ful pomembna, rečen mi je pa bilo strani urednikov, da če bi bila pomembna, bi že bila narejena. Pa sem vseeno vztrajal in pač več let pol hodil to z istimi ljudmi delati. In nek ta modus operandi je razvil, ki ga pač še danes poskušam gojiti, da pač dolgo vztrajam z nekimi skupnostmi, z ljudmi, z istimi zgodbami, ker imam feeling, da edini na ta način lahko razumeš. Kako pa si betlu strah? Verjetno je bil prisoten. Ja, ko si šel ja, daleč, seveda. a ne? Mislim, pač to je neka stvar, ki je vedno zraven, še zdaj ga imam. Pač kadarkoli grem tudi do nekih. Dobro, eno je nek ta eksistencialen strah, da se ti lahko kaj zgodi, da te bo nekdo ustrelil, da me v snajper z Izraela pospravil. Drugo je bilo pač nek ta strah, ki ga jaz še vedno imam, kadarkoli grem delat, kadarkoli grem na teren. No. Pač nikoli se nisem tega znebil. Ne vem, mogoče to nek respekt do ljudi, ki ga imam, ampak ja, vedno ne spim, preden grem. Pol tam zaspan vozim v Bosno do teh mojih ljudi in tako naprej. In ko si prišel v to okolje, ko si prišel v Gazo, kaj je bilo nekaj tazga, a si pričakoval, da bo tako? Ali... Ja, mislim, treba se zavedati, da Gaza pač pred genocidom in to pač totalnim opustošenjem, ki se je zdaj zgodil, je bila v mirnem obdobju neko totalno funkcionalno območje, kjer če nisi hodil na ta obmejne cone, v bistvu nisi čist zares bil, nisi mogel razumeti, da so ljudje, na prvo uč nisi mogel razumeti, da so ljudje tam not ujeti in živijo v nekem getu. No. Pač čim si se bolj proti mejnim območjem premikal, pač so se začele dogajati pač, ne vem, razsute bajte, pač neka streljanja in tako naprej. Kako pa so ljudje, s katerimi si pač imel prve interakcije, opisali svojo deželo? Mislim, pač ljudje so, ko sem jaz z njimi delal, kmetje, ki so živeli na teh obmejnih conah, pač so bili konstantno deležni. Za njih se vojna nikoli ni končala. Pač oni so v permanentnem konfliktu, ker se njih non-stop strelja, oziroma vedno obstaja možnost, da bo ustreljen, ko postopil na lastno zemljo, ki obdeluje. Pač se nam je zgodilo na neki točki tudi, mislim, da sem se jaz pozabil, ker sem videl neko fotko, sem tekel tja in pač bil znotraj tega območja, kjer naj bi Izraelci legitimno streljali na nas in pač so se začeli tudi tanki približevati in pač, ja, tisto je bilo kar scary in takrat te spreleti, da je pač, se človek prehitro spozabi v takih situacijah. Drugače pa, ja, pač Gaza je pač geto.
bil. Ja. Zdaj pa pač, Kar je ostalo. kar je ostalo od njega. Ja. Omenil si mi eno zgodbo iz Gaze. Prej si rekel, da imaš eno zgodbo iz Gaze za povedati. To je to, etaf v Slovenijo, To je to. Ja. Okay. ki etaf to zgodbo pol zelo lepo opiše v enem izmed naših časopisov, ki teh nažalost nisem prinesel s sabo. Ampak lahko pa poveš, kje so ali? Ja, ne, ti bom poslal. Ok, super. A imaš kje shranjene te Mislim, svoje? imam PDF-je, ki so dostopni, ki so open access. Sorry. A je to imaš na spletni strani, kaj te stvari? Ja, ampak pač imamo PDF-je, ki so open access, dogovorjeno, da so open access z našim partnerjem ZRC Sezujem. Aha, ok. Tako da, Bomo dali linke. Super, ja. Cool, če damo linke od spodaj. kul, nam je veselje, da folk to bere. No, itak. Ok, se pravi, v tem obdobju, ko si bil v Gazi, koliko časa si, oziroma koliko tripov si že tja naredil? Ne vem, 3, 4, kaj tasga. Vsakič z isto misijo? Ja, pač Torej- nadaljeval sem pač neko spremljanje ljudi, ki teh kmetov, ki tam živijo. In to je to, kar rata problematično v smislu nekega finančnega suporta, ker pač to je money waster, ne, v kontekstu nekega medijskega ustroja. Ja, mene pa pač celo življenje samo to zanima, pač kako slediti nekim situacijam skozi daljše časovno obdobje. Ja. Kaj si se ti naučil od teh obiskov tja? Kaj si ti nekaj takega, kar zdaj nosiš s sabo v življenje? Mislim, zagotovo to, da če pač imaš prepričanje, da je neka zgodba vredna, da jo poskušaš raziskati, odstirati in tako naprej, da je vredno to narediti, ne glede na to, če ti cel svet zraven govori, da je brez veze. In največji hec je, da pač s to urednico, ki mi je zelo jasno dala vedeti, da pač je to brez veze, gojimo še vedno ful dobre odnose in ona meni to zgodbo vsakič, ko se srečava, pove. Na raznih festivalih v tujini, da pač si mi predlagal, pa sem rekla, da je brez veze. Po pa si vseeno šel in jo povsod objavil. Hudo. Tako da, pač slušno. Ja. Ampak ja, pač jaz sem tako mlad začel, da pač sem bil nek mulo, ki se ga res ni resno jemalo. No? Pa čeprav sem bil sam pri sebi, sam sem se sebi zdel absolutno dovolj odgovoren, resen in tako naprej. A ti je bilo to neprijetno, da te niso resno jemali? Ja, valjda. Pač seveda, pač sem imel, to je bila moja, vedel sem življenjska pot, to hočem delati, mislim, absolutno nič me ni iz tega, niti do zdaj premaknilo, razen da pač človek odrašča in raziskuje neke nove poti, nove medije in tako naprej. In valjda, da te to iritira, ne, pač kdo pa si želi, da ga ne bojo resno jemali. Ja, se to, mislim, logično, ja. Kaj pa ostale poti, ki si jih še imel, oziroma projekte, a mi lahko še kakšnega zaupaš? Pol sem, mislim, vmes sem na Veliki planini delal, najlepša stvar v življenju, za pastirji, nekaj 4 leta, absolutno najlepše obdobje mojega življenja. Resno mislim. In to je bilo čez celotno srednjo šolo praktično. Pač vsako poletje sem bil tam. Pol smo delali nek projekt, kjer smo sledili bombažu od pridelovanja do pač tekstilne industrije in do neke končne konsumpcije v Evropi, pač Burkina Faso, ZDA, Bangladeš, Romunija, pa pol Združeno kraljestvo. In od tam naprej mislim, da sem potem bolj kot ne pristal in končal na Balkanu. Srebrenica tudi, ne? Ja. Mislim, pač neka ta situacija ljudi, ki še vedno živijo razseljeni 30 let po vojni. Preden greva na to, bi se dotaknil telih dveh, ki si mi jih zdaj omenil. Sicer zanima me glede bombažne poti. Kaj nekako je bil namen? Verjetno spet pokazati, ne, skozi. Mislim, vsi vemo, na kakšen način se cunje pridelujejo in neke te sweatshopi v Bangladešu in tako naprej. Ampak stvar je pač zelo hitro pogruntali precej bolj kompleksna in se začne spet s kmeti, ne, kjer ne vem, v Burkini Faso folk dela za $10 na dan, zato da pač neke velike
korporacije to odkupujejo in pošiljajo potem v Bangladeš. In z nekimi subvencijami, ki jih je takrat Amerika dajala svojim kmetom, so praktično zjebavali svetovni trg in dumping ustvarjali na ta način. Ne? In hoteli smo samo v bistvu zajeti neko to celostno sliko tega in na koncu prišli do nekega zelo jasnega rezultata, da ne glede na to, a ti kupaš majico za 5 evrov ali pa 100, nekako na neki točki v procesu je ta majica pač krvava. In ne gre se samo za sweatshope, oziroma v lepi slovenščini to potilnice, ampak pač je ta proces ful bolj kompleksen in ful dolg. Ta mass consumption tukaj noter, verjetno Ja. si nagovarja, ne? Ja. Ker smo malo zgubili feeling za te stvari. Kjer je pač verjetno edina rešitev za nas pač nek degrowth v tem kontekstu vsega. Kaj bi se moglo zgoditi? Ne vem, pač ne bi smeli več delati avtov, ki crknejo na 5 let. Ne bi smeli imeti cun, ki jih imamo za eno sezono. Ne vem. Mislim, me gre na jetra kupovati nove obleke non-stop. Naprimer. Ja, jaz sem a si gledal mogoče na Netflixu Buy Now ali kaj je, nek dokumentarc na to noto, ki tako pokaže brutalno, kakšen consumption se dogaja. Tako. Mislim, da Zara da na leto 20,000 kosov različnih cun na razpolago, da jih ljudje kupijo. A ne? Ja. Rabimo pa v bistvu se obleči zato, da nas ne zebe, pa da hodimo. Ja, mislim, in tudi čist cool in lepo je imeti to, da si rad lepo oblečen. Jaz sem tudi, ampak pač ne vem, zakaj rabiš imeti. Mislim, pač neka razumna meja tega obstaja. Pismo, ja. Pač to nekje konča, nekdo plača ceno za to. Ne? Tudi to, da se mi tukaj po Evropi pa po nekem zahodnem svetu vozimo z električnimi avti, pač nek drug del sveta ga je najebo zaradi tega. Ne? Tako da je res rešitev to, ne vem. Verjetno je večja rešitev to, da razvijamo javni promet, pa pač manj kupujemo, pač poskušamo vzdrževati avte. Kaj jaz vem? Ignorance is bliss, ne? Ja, prosto po Orwellu. Ampak, a vidiš, to je zdaj čist tvoje prepričanje, ne govorijo tukaj o nobenih strokovnih zadevah, ampak a ti vidiš, da še obstaja rešitev za nas kot družbo, da ratamo bolj Ja, mislim, valjda upam. Ne? Jaz sem večni romantik o tem, zato pa delamo te stvari, ki jih počnemo. Drugače, verjetno rataš pač cinik. Tako je. In pole brez veze. Ne. Ne, jaz sem pač večno verjamem v ljudi in v to, da pač lahko delamo dobro. Lepo, ja. Oziroma se trudimo. Se to najbolj tako narediš, da sam delaš dobro, a ne? Ja, in se trudiš biti pač dober v vseh pogledih. Lepo. Zdaj greva na Balkan. Kaj te je poklical prvič tja? A so bile to te begunske poti mogoče? Ne, vojna v jugi in spet neka ta situacija, ki je nisem doživel, pa hkrati nas je determinirala in me je vedno malo žrl. In pol hkrati neke zgodbe, ki so si jih naši starši, ki so bili v vojski, ves čas pripovedovali, neka ta dvojnost tega, da bratstva in hkrati pač situacije, do katere je pripeljali. In potem sem v enem, mislim, da je bilo v Oslobođenju, videl nek res mali prispevek o begunskem kampu Ježevac. In od tam se je zgodba razvila. In na več lokacij, več begunskih kampov, ko sem obiskal, več sem jih odkril. Nazadnje sem bil tam lansko jesen, letos nisem bil nič, kjer sem pomagal nekim novinarkam z BBC-ja in smo čist po nesreč, ko smo nekoga iskali, ki sem ga jaz poznal v enem kampu, ki so ga zaprli, odkrili 2 ali 3 nove, 5 kilometrov stran. Tako da pač ta naselja so se v okolici Tuzle in v nekem tuzlanskem kantonu gradila, zaradi tega, ker je bila to najbližja varna cona od vzhodne Bosne, tega Potočara, Srebrenice in tega dela. In teh begunskih naselij, ne kampov, je tam malo more bilo. In ta begunska naselja so še danes aktivna, velika večina se jih je zaprla, tudi teh, ki sem jaz jih dolgo spremljal, ampak zelo velikih pa še vedno
obstaja. In tam folk živi včasih noter brez nekih res osnovnih amenities, potrebščin, whatever. Ja, Ni tekoče vode, Pogojev, včasih ja. odvoza smetini in tako naprej. Ne? In pač pol se smeti včasih mečejo v reko, včasih se kurijo in tako naprej. Ampak to ne govorimo, govorimo o zaselkih, ki so ponavadi dislocirani od mest, ampak hkrati, ne vem, Ježevac konkretno, kjer smo dolga leta delali s Haziro, in je bila neka glavna točka, kamor smo se vračali, je na poti do glavne turistične atrakcije v tem koncu. Se pravi, pač ne moreš biti tako ignorant, da ne vidiš, da pač tam živijo ljudje v barakah, ki pač res se bojo same vase sesule, kjer vse gnije in tako naprej, ker pač niso bile narejene za to, da nekdo 30 let noč živi, ampak so bile narejene za to, da bojo, ne vem, začasno nudile oskrbo in bivanje, ne vem, po 4 družinam na eno kolibo. Ja. In pač nekateri ljudje so noč zavedno ostali. Se pravi, kaj to je neke vrste polanarhija, tam ni nobene... Ne, ni anarhija. Mislim, imaš neko ponavadi, ne vem, konkretno Ježevac je imel svojo šolo, ki je bila do nedavnega aktivna za pač tega 1, 2 otroka, ki sta tam. Vedno je nekdo, ki je kao nek šefe naselja. Mislim, da konkretno v Ježevcu tega ni bilo. In je pač svašta, ja. Mislim, jaz potem, ko sem se dolga leta tja vračal, nikoli nisem pač tam ostal zvečer, ker mi ni bilo tako lagodno. Pa hkrati sem skoraj vse tam poznal. Pač jasno je, kaj se zgodi v nekih getoiziranih območjih, pač tudi droga in alkohol pač postanejo prisotni. Ampak v teh naseljih noč so ostali ljudje, ki so res, mislim, ponavadi tudi brez neke psihosocialne pomoči in tako naprej. Pač to je folk, ki živi en z drugim, vsi so doživeli vojno travmo, razlagali zgodbe, kako so jim klali družino zraven itd. In hkrati se noben ni z njimi ukvarjal na ta način. In seveda zavračajo zdaj kakršnokoli pomoč tudi. Ne? Se pravi, pač neka totalno traumatizirana skupnost ljudi, ki živi en z drugim. Ne? Mislim, pač socialna bomba v vsakem primeru. Kako pa si se počutil v tem okolju? Mislim, zelo veliko ljudi sem noč spoznal, s katerimi smo se zares poprijateljili. Ne, pač neke te družine ali pa pari, katerim sem se dolga leta potem vračal, so postali mi zelo blizu. In se še vedno redno slišimo in tako naprej. In vsakeč, ko sem približno v tistem koncu, jih grem obiskat. Tako da v tem kontekstu bi rad rekel dobro, pa ne vem, če to lahko rečem, kako sem se počutil, pač ja. Mislim, pač sprejmeš, v kakšno okolje greš, ampak pač folk živi oziroma poskuša živeti neka relativno normalna življenja, kakor je to mogoče. Kako pa si sebe, nočem reči, zaščitil, ampak kako si poskrbel, da nisi preveč tega nase imel iz neke empatije? Ne moreš to. Mislim, ne gre to. Vzameš in... Ja, mislim, pač vsakeč, ko pridem s terena, pač me sesuje, no? In pač rabiš nekaj časa, da prideš k sebi, ampak pač zdi se mi zelo pomembno o tem ne govoriti v nekem takem kontekstu, zaradi tega, ker pač nisem jaz tukaj zgodba in si absolutno tega ne želim. Pa nočem zdaj popolnoma legitimno vprašanje, ampak veš, hit se zgodi, da pač neka lastna čustva postanejo valjda v tem kontekstu v ospredju, ne pa zgodba ljudi, s katerimi poskušamo delati. Pač zajebano je, zjebete. Ja, ne, čiste štekam, zato ker v trenutku, ko ti začneš svojo perspektivo tukaj dajati, pa tega nisi doživel, boš pač, ne vem, bojo oni v določenih primerih lahko tudi izpadali kot neke žrtve, čeprav se sami ne vidijo več tako, ne. Se vidijo kot nekdo, ki je premagal to. Tako da te čisto razumem. Ja, in ravno ta kontekst tega, ne, da jih vedno vključimo za žrtve, je problematičen in to sva pač na nekem začetku pogovora odprla. In zaradi tega se mi zdi pomembno iti korak stran od neke te klasične reprezentacije, nasplošno begunstva ali pa nekih prekarnih življenj v kontekstu žrtev. Zelo veliko ljudi se ne vidi kot žrtve, ne. Bolj imajo nek ta defiance, neko to borbenost v sebi, željo po tem, ki jim nikoli ni ugasnila po nekem prejšnjem življenju, ki je seveda nedostopno in nikoli ne bo.
Kako pa bi si ti želel, da bi se obnašali v takih situacijah do takih ljudi? Na kakšen način? Mi kot tujci, ki pridemo tja, Tako, ja. mislim, predvsem spoštljivo je, ne da jih na njih gledamo kot na neke žrtve v prvi vrsti. Ja. Z neko, ne? Mislim, itak je ves čas v tem kontekstu prisotna neka hierarhija, mi smo tam na nas se gleda zelo jasno, v zelo jasni hierarhični poziciji smo z ljudmi, ki so tam ubogi in nebogljeni, in na ta način to sam perpetuiramo. Pač, in ravno zaradi tega poskušamo s temi našimi nekimi skupnostnimi projekti, z nekim tem, čemur pač sam poskušam reči, nek expanded documentary, da folk sam prisostvuje, pa dela, pa konec koncev lahko tudi fotka, pa tako naprej. Jih na nek način poskušamo opolnomočiti, pa če tudi potem prodamo samo 2 časopisa. A veš, zaradi tega, ker pač človek na ta način dobi neko socialno funkcijo. Če tudi samo v kontekstu, ne vem, neke naše male skupnosti, ki ta časopis potem konzumiramo. Ja. Ali pa, mislim, delamo vse za to, da gre dlje od tega, seveda, in gre dlje od tega, ampak hočem reči, prehitro se ujamemo v to, da pač ljudi vkličemo za žrtve. Ja, in Ja, pa tudi po eni strani na ta način ti ljudem sporočaš, če jih s takim spoštovanjem jemlješ, kot si ti zdaj omenil, jim sporočaš, pač tvoje življenje še zmeraj nekaj velja. Ne? A veš, ni tvoje življenje samo to, da smo se mi zdaj od tega nekaj naučili, pa smo lahko bolj hvaležni, ampak še zmeraj si kleš, še zmeraj živiš. Še zmeraj, zakaj bi zdaj tebe dajali v nek drug koš kot sebe? Mislim, da je to težko narediti kot nek človek, ki izhaja iz okolja, kjer je višek vsega. Dejansko, a veš, tudi če bi gledal jaz skozi svojo perspektivo, ne morem si kle lagati, da bi prišel dol in da bi bil kar tako, ja, gledal bi na vse enako, vse bi... Vem, sam ti ne greš, jaz sem pa tam ves čas hodil in številni moji kolegi tudi se vračajo. Ne vem, jaz sem se tudi zaradi tega ves čas... kamorkoli grem, pač nočem z denarjem kupovati ljudi, ker se je to vedno izkazalo za pač zelo slabo. In na ta način pač ne pomagaš. Pač ne pomagaš, samo hierarhijo ves čas utrjuješ. In ne govorimo o situacijah, kjer sva, ne vem, s partnerko delala v gozdovih, v nekih teh impromptu begunskih kempih, kjer je folk sredi hudega minusa in živel zunaj in so bili brez hrane, ker so jih ravno kar prebutali in vrnili z Hrvaške nage nazaj. Valjda sva šla v štacuno in ne vem, pač sprašila vas denar, ki sva ga imela, zato sva lahko kupila za teh 40 ljudi hrane in nekih osnovnih stvari, ampak ta folk je bil lačen, žejen, prebutan in premražen. Ne? In gre za to, da pač poskrbiš za to, da ljudje niso lačni, žejni, prebutani in premraženi. V teh begunskih kempih, o katerih smo se prej pogovarjali z bivše Jugoslavije, pa pač načeloma, mislim, seveda folk ni lačen in žejen, pač neke te osnovne potrebščine so vsi preskrbljeni, pa ne. In takoj, ko prideš v kontekst tega, da boš ljudi plačeval in ne vem kaj, zato da bi oni te zgodbe pripovedovali, si najmanj v nekem hudem etičnem navzkrižju sam sabo in hkrati pač popolnoma res utrjuješ neko hierarhijo, ki med nami obstaja. In nikoli ne moramo o nekih pristnih odnosih več govoriti, zaradi tega, ker se gre za odnos dance monkey dance. Pogojen, ja. Pač jaz ti dam denar, na kakršen način to že zgleda, zato da boš ti zdaj naredil nekaj, kar bo meni kul za kamero. Kakšen pa je pristop, ki je po tvojem mnenju etičen in še vedno dobiš zgodbo? Kaj je tista transakcija, ki jo daš? Mislim, če mi nekdo z mano nečesar ne želi deliti, pač to zelo gladko in mirno sprejmem. Tudi pač, če se mi zdi neka situacija briljantna za fotografirati ali pa neka zgodba briljantna za zapisati, pač je ni. Ne? Pač nekdo se s tem ne strinja. Moj pristop je vselej enak, pač fotoaparat si dan za vrat, čisto zaradi tega, da se jasno ve, zakaj sem tam, tudi če ne fotkam, in da pač ne si želim neke konverzacije in potem pač z ljudmi začnem govoriti. In ne vem, tudi pač pri študentih vidim neke te zagate, da mislijo, da
da noben ne bo pripravljen deliti zgodbe z njimi. Ne vem kaj. Pač mislim, da če si ti odprt do sveta, bo svet odprt do tebe. In meni se je to izkazalo res, mislim, tekom teh 15 let, ko to ustvarjam in počnem, za neko mantro, ki ji sledim. Pač jaz zelo iskreno hodim v neke situacije, pač delim svoje življenje in svoje zgodbe z ljudmi, in tisti, ki so pripravljeni, in to se mi zelo redko izkaže, da kdo ni, pač delijo zgodbe z mano nazaj. In če na neki točki nekdo pač reče, da tega več ne želi, pač seveda jasno, normalno sprejmem. Ne? Kaj pa te ljudje, s katerimi prideš v stik, pa mogoče bi se na ekstremen primer, ki si ga izpostavil, premraženi, lačni, žejni ljudje. Kaj jim daje sploh smisel, kaj jih drži pri življenju? To so pa večinoma v kontekstu teh kempov, ki smo jih v gozdu doživeli, relativno mladi fantje, zato ker so družine, če tudi smo jih videli tudi v gozdih, umaknjene v begunske kempe po celotni balkanski poti, dokler ne grejo v gozd hoditi po balkanski begunski poti z nekaj mesečnimi otroci tudi, ampak okej. So bili mladi fantje, ki pač njihova glavna ideja je bila priti v Evropo, v neke skupnosti znotraj, že svoje skupnosti znotraj Evropske unije. Ne vem, Pariz, Milano, niti ne. Mislim, to, kar sem jaz takrat doživel, niti ne. Ampak, to je na ključe. Pač, fantje so bili večinoma takrat z Bangladeša, z Pakistana in so imeli neke svoje communityje v Franciji, pa Milano večinoma, in vsi so legalizirani že, ne? Kljub temu, da so jih 15krat prebutali na hrvaški meji, da so jih naši policaji takrat zavračali. To se je spremenilo zdaj, ampak ne? Vsi so zdaj tukaj legalno. Se pravi, nekako se tudi po tej poti ve, ko so policaji, ko so te cone preverjanja, kam grejo, in jih v bistvu samo... Ne, vrača se jih, oziroma se jih je ves čas prebutalo, pobrale so se jim stvari in vrnilo. Zaradi tega so ljudje po 15krat prešli to balkansko pot in zaradi tega pač je marsikdo umrl na minah, na bodeči žici ali pa pač utonil v rekah. So se hoteli izogniti. Mislim, to se hodi po šumah. Ja. In folk pač sabo nosi stvari za to obdobje, in pač če zmanjka hrane, je to je game over. In temu rečejo game. Oziroma se je reklo včasih temu game. Ja. Kdo je to rekel? To je splošno poimenovanje, ki velja med ljudmi, oziroma ljudmi na poti, ki skušajo priti v Evropo, temu rečejo game. Se pravi, Game of cats and mouse. Aha. Kdo bo pač, ne? Oni se pač poskušajo izogniti policiji in vojski in priti pač v EU. Zakaj pa, ne vem, mogoče se s tem vprašanjem, kdaj srečo, mogoče tudi vprašal kakšnega, ki je na drugi strani te zgodbe, zakaj jim preprosto ne omogočijo koridorja? Koridorja. Ja, pač zaradi tega, pač mislim, to je zdaj tako. Jaz pač ne morem tukaj odgovarjati kot nekdo, ki ima realne podatke in znanja o tem. Ja. Ampak pač za politično situacijo EU-ja moraš biti proti ilegalnim migracijam, če želiš obstati na političnem parketu. Če tudi pač de facto vsi potrebujemo delovno silo v EU-ju. Zelo neprijetna politična tema je to. Ampak pač zato, da mi kupujemo paradajze v Hoferju in pač vseh ostalih slovenskih cunah za 2 evra na kilo, jih mora nekdo v Italiji pobrati. Pač tega ne delamo mi. Zato, da prijemo na ceno 2 evra na kilogram, ampak pač delajo nekje pač nižji cenovni oziroma nižji zahtevni razred. Ja. Zelo je, ne bova šla brez skrbi v to politično temo, zato ker mislim, da bi za to rabil nekoga, ki je pač konkretno v tem, in slišati pol še unga, ki je konkretno v tem, ampak na drugi strani zagovarja. Se mi zdi, vedno sta dve stvari. Bi pa tebe vprašal, glede na zgodbe, ki si jih slišal od teh ljudi, ki hodijo gor, kako oni dojemajo življenje kot življenje nasploh. A si se kdaj dotaknil z njimi tega malo globjega razumevanja, torej smisla obstoja, ker imaš ti tako življenje, mene bi to zanimalo, kako oni sploh vidijo life, tako, kaj je point life-a? Mnogokrat so to tudi zgodbe, kjer
je eden v familiji gre v Evropo, zaradi tega, da bo pomagal vzdrževati družino v neki matični državi. Ja. Pač gre se za preživetje. Ja. Nobenih večjih zgodb, načeloma tukaj nismo skoraj nikoli Čisto slišali. preživetje, Ampak ne. pač Ja. survival. Ja. Ali pred metki, ali pred pač skorjo kruha. Ampak pač zelo velikokrat je tako, da se pač od tega človeka, zelo mladega človeka, govorimo o 15, 16, 17-letnikih, pač pol pričakuje, da bo pomagal finančno vzdrževati familijo, ker te poti tudi kar nekaj stanejo. Ni zdaj to, da je folk obobožan in nima nič, mislim, ful velikokrat tudi, ampak ti, da pač priješ do točke v Evropi, moraš kar nekaj denarja plačati smaglerjem in tako naprej. Nič romantičnega ni v tem in zelo brutalne so te stvari. A si kdaj govoril z ljudmi ali pa dokumentaristiko deli z ljudmi, ki jim je pa uspel priti v Evropo? Seveda, pač jaz sem z vsemi temi ljudmi, ki smo jih srečali, v stiku že vsa ta leta, zato vem, da so večinoma legalizirani, vsi delajo, živijo in delajo po nekih svojih skupnostih. Ja, pač nek zelo normalen evropski live živijo. Mislim, na ta način pač delamo naše časopise z istimi ljudmi od samega začetka in pač nekako kronološko sledimo lifeu od življenja na balkanski poti, od nekih azilnih postopkov in pol lifea v Evropi. Podcast sem imel z Boštjanom Videmškom in on mi je eno stvar rekel, ki je še zdaj v moji glavi kot neko prepričanje ostala in se mi zdi zelo dobra, in to je bilo, da če želiš izvedeti, kakšna situacija v resnici je, vprašaj človeka, ki je v tej situaciji, a ne? Ker sem njega vprašal, komu ne jaz verjamem, ki spremljam medije, a ne? Da imam problem s tem, da dejansko sem dobil odpor do medijev, ker pač ne zaupam, a ne? Ker so prišle ven stvari, da se stvari prikrivajo, da svojo narativo pušajo iz nekih političnih namenov, a ne? In mi je preprosto rekel, če hočeš pač ti vedeti, kakšno je vojno stanje recimo takrat bilo v Gazi, vprašaj reporterja, ki je v Gazi oziroma ga spremlja, a ne? Ampak tukaj je pol tudi ta dilema, kako pa sploh najdete te reporterje, ne? Kako bi, recimo zdaj, če ti to zasnujemo v vprašanje, kaj bi ljudje lahko naredili, ki to poslušajo, pa jih mogoče zanima bolj situacija v ali migrantski krizi ali v teh zadevah po svetu, ki se dogajajo, kaj bi lahko naredili? Berite naše skupnostne časopise, ki jih delamo z begunci. Ja. Mislim. Ne, si pač povedal točno to je kind of point tega, kar mi skušamo narediti. Ja. Pač odstirati neko sliko življenja, nič kaj romantično, ampak lifea na poti in lifea migrantov. Zakaj pa se ti zdi dobro, da bi ljudje to vedeli? Ne vem, zato ker nas stvari, nas to bogati, ne? Če pač spremljamo ali pa pač beremo življenjske izkušnje drugih, zato verjetno tudi ti to počneš. Bravo, ja. Knjige in branje nas pač bogati, nam širi obzorja, ne? Tako kot nam potovanja. Pač največ nam lahko da. Največ svojim otrokom lahko damo, če jim beremo. Tako da nekaj vzgojajo neke empatične ljudi. A se ti je življenje ful spremenilo, odkar si rad fotor? Popolnoma. Kako se ti je spremenilo v povezavi s tem, kar delaš? Precej manj časa imam, ker ga pač resno namenjam hčerki in seveda pač ne bi rinil v neki situaciji nikakor več, ko pomislim na to, kaj sem prej počel. Ampak ja, zelo srečen sem, da sem lahko oče moje hčerki. Kaj te je naučila do zdaj? Poleg tega, da ne moreš spati takrat, ko ti hočeš. Da sploh ne bom spal. Jaz sem bil celo življenje insomnijak, ampak toliko malo, ko zdaj spim. In še vedno funkcioniram. Ja. Ne, neke ljubezni, ki nisem vedel, da obstaja. Ki se sam širi. In je lepo. Kljub temu, da je življenje res obrnjeno na glavo. Ja. Deluješ pa kot kulturnik, samozaposlen kulturnik, ne? Ja. Ja, pač številne projekte imamo, ves čas številne, mislim, ne vem, učim na akademiji, tako nekih 5-6 služb, non-stop
Vrtimo. Kaj pa je mogoče zdaj, lahko da ni, lahko da je že kakšen tak nasleden spark, ki se dogaja, ki čutiš, da te vleče noter iz tega področja raziskovalnega oziroma dokumentarnega novinarstva? Zadnji časopis v naši trilogiji delamo z begunci, ki bo, upam, da je šel naslednjo jesen. Ja, to je to. Mislim, to je to, kar res veliko enega časa in angažmaja pobere, zato da pač mi zapolnimo teh 24 strani na koncu. Tako da to delamo trenutno, poleg pač služb in vsega, kar pač rabimo delati in delamo vsi za preživetje. Ampak je pa ta tematika, kjer boš posvečal svoj fokus še naprej, torej begunstvo. Mislim, jaz si tega nisem zbral, to je pač nekako prišlo do mene kot potrebno in relevantno in pač ja, se pravim, sem odprt do sveta in pač kakršnokoli zanimanje me bo mogoče doletelo, bom verjetno temu sledil. Ampak ja, se bojim, da bo to tema, s katero se bomo še verjetno zelo dolgo mogli ukvarjati. Ali pa če dalje bolj. Ja, klejene. Če filozofirava, a obstaja konc te krize? Ne, ta kriza se bo samo poglobila. Ne? Saj tudi mi bomo mogoče nekoč begunci, pač zaradi podnebnih sprememb. Se zato pravim, da pač se bojim, da bo to neka zgodba, ki bo ostala in obstala. In če se navežem na Boštjana, ki si ga prej omenil, si ga imel v podcastu, vem, da je to že 10 ali pa 15 let nazaj govoril, da je pač begunstvo kriza in zgodba, ki bomo celo življenje sledili. In pač očitno je bilo nekaj preroškega v teh besedah. Saj pač Boštjan je človek, ki je videl toliko sveta, da verjetno ne rabi biti prerok, da lahko napoveduje prihodnost. Ja, tudi nore zgodbe in mi je zanimivo sedeti, nočem vas v isti koš metati, ampak z ljudmi, ki podoben tip dela delate, ne. Ker en del mene tako točno ve, da sva zdajle popraskala tak delček vseh zgodb, ki jih imaš, a ne. Samo kadar na nek način niste tukaj zato, da govorite o teh zgodbah, ampak samo, da delate to, kar delate in preko tega pač govorite svoje zgodbe. Ja, saj to sva že omenila prej. Pač zelo hitro se zgodi, da pač ljudje, ki spremljajo te zgodbe, postanejo zgodba in pač res si tega ne želim. Pač zdi se mi to nekaj, kar moramo ozavestiti in zavestno stopiti korak stran od tega. Ja. Ena stvar je bila še v researchu omenjena, mislim, da je bila Nicht Fallen. Ja, To je projekt beguncev v 90-ih, ki še vedno živijo v begunskih kampih. In zato si tudi prejel neko nagrado. Ne? Ja. Zakaj misliš, da je ta projekt izstopil? Nagrade so tako malo zajebana stvar. Vsi si jih želimo, hkrati noben noče biti od tega odvisen, so pa ful pomembne. Za voljo tudi neke finančne varnosti, konc koncev. Ne vem, pač neke stvari so se mogle poklopiti, bila je obletnica, 25-letna, po mojem, takrat, po mojem, malo na pamet govorim, Daytona, nobene take major druge krize ni bilo takrat in pač ne. In stvari so se mogle poklopiti, pa jaz sem mogel pač to že takrat, ne vem, 5-6 let delati, zato da sem imel dovolj materiala, researcha, pogovorov, opravljenih, da sem lahko pač to, sploh neko prijavo znotraj tega naredil. Nagrada mi pa pač pol omogočila neko totalno varnost nadaljnega dela. Če smem tako povzeti eno stvar, ki se mi je zdaj v glavo vtisnila, gre v bistvu za to, da se skozi tvoje delo ne prikazuje teh begunskih območij kot območij pomankanja, ampak kot nekih območij spomina pa kulture. Ja, k temu stremim. Ja. Mimo seveda ne moramo tega, da so to neke totalno deprivilegirane cone, kjer folk v celoti živi neko prekarno življenje, ampak ja. Tu se ponavadi neha. Pač, kar pa sem jaz tudi skozi leta opažal, videl in
k čemu stremim, je, tako kot si sam rekel, je to, da iz teh con, da iz teh prostorov delamo prostor neke protikulture, protinarativ, spomina in tako naprej. Nekega upora, zares. Ne? Ljudi, ki so še vedno živi, kljub temu, da so bili, da je bil namen, da se jih dobesedno iztrebi. In še vedno so tukaj. In od tod je ta neka tudi politična volja, ki mnogokrat nastaja v teh begunskih kampih. In zaradi česar se mi zdi totalno obotno, da se jih ves čas omenja zgolj kot žrtve. Ja. A si spoznal mogoče koga, ki je odpustil ljudem, ki so te poboje delali? Ne. Kaj pa je neka, mislim, ko sploh to omeniš, nekako to drugo stran, ki je to izvajala, kakšna je njihova reakcija? Tako? Mislim, to drugo stran se ves čas omenja, zaradi tega, ker pač vsakeč, ko sem jaz tam hotel ali pa ne, se te pogovori odprejo. Ne vem, zaradi tega, ker smo prišli, ki verjetno tudi nek filter so, s katerega se ljudje malo mentalno spucajo, ali kaj. Pač zelo natančni opisi vsega, kar se je dogajalo. A so koliko procentualno, mogoče, prej si omenil 1-2 otroka, da hodijo v šolo, verjetno ni veliko otrok v teh kampih. Mislim, ne več, ampak to je zdaj že tretja generacija otrok, ki tam živi. Pač to je zdaj že druga generacija otrok, so vsi že po srednjih šolah in zdaj pač v teh naseljih živi tretja generacija razseljenih ljudi, ki sami se pravijo begunci, čeprav po nobenih mednarodnih konvencijah in standardih to niso, ker so rojeni v to območje. Ampak pač živijo življenje begunca. Pač živijo v begunskih naseljih, se družijo z ostalimi ljudmi, ki so tudi begunci in tako naprej. In to je ta cikel nasilja, v katerega so ljudje pač potem vpeti. Kako pa država gleda na to? Država, v kateri to je? Pač zdaj Bosna je zelo zakomplicirano, pač zakompliciran prostor. Ne vejo zares, koliko begunskih kampov je še aktivnih, ni nekega resnega pregleda nad tem. Sem tudi ta vprašanja naslavljal, pa jih pač odgovorov pa nisem dobil. Nisi dobil, ker jih niso vedeli? Pač ker jih niso vedeli. Aha. Verjetno bi pač bil potreben nek konkreten fokus, neka konkretna organizacija, ki bi se s tem ukvarjala. Ampak pač NGO-ji so za ta namen že zdavnaj izgubili denar. Pač ta problematika traja 30 let plus. To je to. In zaradi tega, to je problematika vojne, ne to, kar zdaj gledamo, ampak to pač kar sledi. Kar sledi, Ki je neko totalno opustošenje, izčrpanje nekega prostora, sredstev in tako naprej. In to ostane. In pač seveda so obstajali NGO-ji, ki so hodili tja, nudili psihosocialne pomoči, če so jih bili ljudje pripravljeni po vseh teh letih še sprejeti, ampak pač NGO-jem se projekti zaključijo, sredstva več ni in to je to. Kako pa se spopadaš z lastno percepcijo tega, koliko ti daješ? Torej, a imaš kdaj občutek, da bi mogel dati več? Veš, kam mislim? V smislu, mislim, nekako sva se že dotaknila tega, da dam čisto finančno in se to zgolj takrat, ko so ljudje lačni in žejni, drugače pa se temu izogibam ravno zaradi tega, da ne nastanejo neki konflikti. V smislu deljenja lastnega lajfa. Bolj iz vidika občutka, da veš, kaj bi se mogli spremeniti, da veš, kaj te ljudje rabijo, ampak veš pa istočasno tudi, da ti kot en človek oziroma skupina ljudi tega ne moreš zagotoviti. Sprejetje tega, da beda kot je in da si okej s tem, da ne glede na to, da se spuščaš v te situacije, daš maksimum od sebe s tem, kar ti delaš in da ni na tebi, da bi nosil breme tega, da bi ljudi recimo reševal. To je v teoriji zveni super in to je tudi nek modus operandi, ki ga po mojem moramo vsi imeti, ampak hkrati je to velikokrat v praksi zelo težko izvedljivo, ravno zaradi tega, ker se z ljudmi spoprijateljiš. Zdaj, Ampak mislim, pač ne, ni na nas, da bomo
spreminjali stvari in svet, je pa lahko na nas, da omogočamo prostor za to debato in da opozarjamo na stvari. A tudi sam delaš mogoče s kakšnimi psihologi, terapeuti, karkoli, da ti pomagajo to betlati ali samo sebi? Zase ali Zase. Ne. Zase. Ne. Pač so neke stvari, pač malo predelam, malo moraš času pustiti, da opravi svoje. Ampak ja, mislim, pač stvari te včasih kar podrejo. A bi rekel, da si se ti spremenil zaradi teh situacij, v katere si se dal, glede na to, kako ti tretiraš življenje? Seveda, mislim, se pač te izkušnje narirajo, kako bomo živeli dalje. Pač seveda nisem isti človek, ki sem bil Valjda, ja. v srednji šoli ali pa ne vem, kasneje, ko sem začel te stvari početi. Valjda. Kaj pa bi rekel, da je dobro življenje? Predvsem mirno. Mislim, da bi se mogli vsi bolj k temu poskušati usmeriti. Mirno, ja. Mirno v smislu notranjega miru. Seveda tudi absolutno notranjega miru, ampak pač ja, miru nasploh. Mislim, da je to neka, pa ne, ok, no, bomo to zapluli, ampak ja, pač nekaj notranjega miru in pač okolja, ki to omogoča. Ajde, tako. Če bi eno stvar lahko spremenil, tako tleskneš in se spremeni Thanos, ki si da uno roko gor. Kaj bi se spremenil na svetu? Ampak samo ena stvar se lahko spremeni. Pač zradiral bi neenakost. A lahko obstajamo? Prosim? Če lahko obstajamo, če ni neenakosti. Ja, mislim, tako brutalna neenakost, ko jo zdaj živimo, pelje v propad, ne? Ja, v tem smislu, nekem, v taki egalitarnosti, mislim. Ja. Socialne razlike, ki to ustvarja. Tako da. Jošt Franko, hvala za tvojo zgodbo. Hvala, Jure. Hvala, da si pošeril. Vem, da znaš veliko, da se čutiš veliko bolj, kako bi rekel, domačega v tem, da pripoveduješ skozi slike, ampak mislim, da tudi tole bo za marsikoga en dodaten pogled v tebe, tvoje delo. Tako da, ja. Hvala lepa za vabilo. Veseljem.